Da vidimo, imamo zmago 2008 v rumeni barvi. Zmaga 2008 vam zaenkrat prinese napihljivo blazino. Jaz bom počakal, ker verjamem, da ima nekdo tak kupon. Ne, bomo ga dali na stran, če se javi, bomo mu dali kasneje nagrado, ne? Nadaljujemo pa z modro barvo, medgeneracijsko sodelovanje. Tudi to je še kako pomembno. Modra barva in medgeneracijsko sodelovanje. Ta pa je zelena. Skoraj enaka je. Gospa, imate vi? Modro? Ja, pravilen kupon je, vidi se nadalje, čestitke. Žrebamo naprej. Loparji za igro na plaži, tudi to je ena fantastična nagrada. In srčnost je kako pomembna pri igranju. Srčnost zelene barve pa je tudi izžrebana tokrat. Zelena barva in srčnost. Malo počakamo. Če ne bosta kandidata odigrala malo z loparji. Da vidimo, še ena zelena, sodelovanje. Tudi to je pomembno pri igri z loparji. Zelena barva in napis sodelovanje. Imamo, evo, gospod pride, sodelovanje, zelena barva, odlično in nagrada za vas. Še ene loparje imamo. Ni problema. To, da si pristala na povabilo SDS, si aktivna članica stranke? Moj korak, da stopim v politiko, moram reči, da je bil zelo premišljen. Stranki sem predstavila svoj program, svoje cilje, svoje poglede, ki jih imam in nekako zelo hitro smo našli skupne poti. Ne vem, kaj naj druga pri tem rečem, ampak vseeno, nekako da moče na kratko povem moje cilje oziroma želje, ki jih imam v prihodnosti. To je nekako predvsem kot mlada mamica, mlade družine, pomoč mladim družinam, ureditev njihovega socialnega statusa, brezplačni vrtci, zadostne kapacitete vrtcih, to vemo, da so pač težave, ki se iz leta v leto ponavljajo. Potem imamo v Mariboru zelo veliko javnih infrastruktur, ki bi bilo dobro urediti, popraviti, se pravi, s tem pomeni avtomatsko v tem vključevanje mlajših v družbo, da jim omogočimo tudi drugačne alternativne stvari, da se lahko tega poslužijo. Predvsem pa meni, ki sem športnica po duši, pa mi je nekako vseeno najbližje projekt univerzijade in tudi tukaj se bi aktivno udejstvovala oziroma pomagala pri pripravah na univerzijado, se pravi, da bo uspela. Pač obiskala sem v preteklosti zelo veliko mest, ki so gostile podobne prireditve in vem, kakšno dodano vrednost lahko takšne prireditve prinesejo v mesto in pa prebivalce, pač, ki živimo v njem. Kje zdaj živite z družino? Živim v Rušah. Torej, kaj si misliš o tem, o tej poseki, ki se je za voljo univerzijade zgodila? Jaz vem, da je to zelo pereča tema, ki pač vsak gleda na svoje stališče. Nikakor ne smemo posegati v, ne vem, da bi rekli, da bomo naravo uničili s tem, ampak vseeno jaz jemljem kot vzor smučanja. Jaz sem iskala zelo veliko smučarskih središč po svetu in pa predvsem v Evropi. Če mi pogledamo Avstrijo, Švico, na vsakem hribu so narejena smučišča, ljudje od tega živijo. Jaz mislim, da je tukaj alternativa, ki jo lahko izkoristimo. Tudi Slovenija in pa sploh naš del ima za to
velik potencial. Zakaj pa preselitev iz Maribora? Zakaj? Preselitev iz Maribora? Jaz sem živela praktično celo življenje, jaz sem rojena Mariborčanka, ampak nekako želeli smo v naravo. Nastala je družina, 2 mali deklici, ki rabita, ne vem, nisem nekako želela živeti v mestu in tu smo našli najboljše pogoje za svoje življenje. Kako to, da odločitev ravno za to stranko, za SDS? Enaki pogledi. Simpatizer te stranke sem že kar nekaj časa. Zato sem se pa tudi odločila, da se predstavim njim in pa da z njimi sklenem roko, ali kak ne rečem. Niso v službi na pošti pogojevali tega kandidature? Ne, niti približno ne. Katja, tvojih 5 največjih uspehov v življenju, 5, če mi jih lahko našteješ? Nekako največji uspeh, ki ga v življenju štejem, je, da sem si ustvarila družino, da imam 2 zdrava otroka, ki jaz upam, da bosta šla tudi naprej oziroma 2 punčki, no, ki upam, da bosta šli tudi naprej v tej pravi poti. Potem so tu smučarski uspehi, ki mi nekako izpostavlja olimpijsko medaljo in pa zmago v Flahavu, ki mi je dala vse temelje in vse osnove, ki jih potrebujem za nadaljne življenje. Mislim, da nobena šola, nobena fakulteta mi tega ni mogla dati. Potem mogoče kot 3. fakulteta, ki sem jo naredila, jaz sem se nekako odločila za turizem, ker sem videla takrat največjo povezavo med športom in pa turizmom, da lahko to združim in pač nekako v tej smeri gradim svojo prihodnost. Zdaj sem pač pristala v marketingu, pa tudi to nekako vidim kot nek cilj, da sem to dosegla na Pošti Slovenije, to, kar sem dosegla, se pravi, da lahko delam delo, ki me veseli, ki jo opravljam z veseljem. Pete pa ne vem. Še eno vprašanje, se ti zdi, da si svojo olimpijsko medaljo dovolj dobro vnovčila? To je zdaj ja, pa ne. Jaz sem takrat zelo hitro nehala z svojo aktivno kariero in jaz sem bila dosti mlada, da sem se lahko normalno vključila v nadaljne življenje. Se pravi, sem pri 23 letih nehala, se pravi, bila je pred mano praktično še drugi del mladosti, ali kaj temu rečem. Ne? Možno je bilo študirati, možno je bilo si nekako poiskati teritorij, v katerem bi delala naprej. Tako da ni bilo tisto težko je, kadar ti smučaš od 30. ali pa še dalje, pa potem napadeš v tisto realno življenje. Ne vem, to lahko drugi povejo. Jaz v svoji smeri pač na medaljo nisem nikoli dajala kot nekaj, da bi lahko to izkoriščevala. Je pa tudi druga stvar, ki jo mogoče lahko izpostavim, da v Sloveniji medalja ni cenjena toliko, koliko bi lahko bila. Kot mesto Maribor, na primer, bi lahko športnike oziroma sploh meni edina dobitnica medalje v Mariboru, mislim, da bi lahko vsi skupaj to malo boljše izkoristili.